Živijo, moje ime je Meta Grošelj in sem res vesela, da smo danes tukaj skupaj z mojim dobrim kolegom Boškom Praštarom, ki mi je res že veliko nasvetov dal glede tega, kako se učinkovito povezati. In všeč mi je sploh to povezovanje, zaradi tega, ker je pomeni še nekaj več kot samo posel ali prodaja ali pa nek uspeh. Skratka, gre za nekaj človeškega, gre za v bistvu medsebojno podporo, gre za to, da smo vsi delni skupnosti, gre za to, da imamo vsi eno pripadnost. In to je res v bistvu ful pomemben. Bi pa mogoče začela tole naše potovanje po teh lepotah mreženja z parimi vprašanji. In sicer, a si mogoče predstavljate to, če bi izbirali med tem, a ste čebelica, a ste rožica, a ste travnik? Kaj bi napisali? Kaj bi bil vaš odgovor? Kaj od teh treh ste? Ker zdaj, mogoče, da vam malo razložim, kdo je čebelica, pa kdo je rožica, pa kdo je travnik. Čebelica je tista pridna, marljiva delavka, ko pač leta s cveta do cvet in nabira nektar in nabira denarčke in dela, ampak je res ful zmatrana, ker vse morate sami narediti, za vse ste sami, skozi morate letati, zjutraj vstanete, letate in pač nikoli ni konca. Pol je pa ta opcija, ko v bistvu postaneš rožica, a ne? Boška Mirja o tem danes govorila. Rožica pomeni, da čebelice začnejo letati k tebi, pa veš, ne? Čebelice začnejo letati k tebi in je ful fajn biti rožica, ker v bistvu vsem daješ veliko koristi, ne, tem čebelicam, ampak hkrati tudi one prinašajo koristi tebi. Ful luštim, če si rožica, ne? Tako da v bistvu boljše se predstaviš v to vlogo rožice. Najboljše pa, kadar res toliko obvladaš stvari, da postaneš travnik. To pomeni, da omogočaš platformo za vse rožice in vse čebelice, da se lahko tam na tistem travniku pač med njimi dogaja magic. Ok, tako da vas zdaj vprašam najprej vas publiko seveda, vedno je najprej čas za vas, da malo sodelujete. Kdo ste? Oziroma, kdo hočete biti? Te moraš tako. Kdo hočete biti? Travnik, čebelice ali rožice? Evo, no, pa dajmo kar v chat to napisati, tako da kar luštam takole prstke golovno natipkajte, pa tam akcija, gremo. No, da vidim. Čebelica na poti do travnika, tako rožico smo preskočili. Travnik, čebelica, vidim, da travnik, čebelice. Rožica je tudi super biti drugač, jaz sem rožica, jaz sem rada, mislim, rožica, travnikov še nimam, no. Ampak ja, mogoče enkrat, ne. Boško, kaj si ti? A si travnik, a si rožica, čebelica, kaj si? Kaj pa vem, obdobja, ko sem in čebelica, in rožica, in travnik. Mislim, po mojem sem vse, no. Tako da, ne vem, ful je odvisno od situacije, no. Ampak ja, dajmo reči, danes sem bolj travnik, kakor čebelica, ampak še vedno mora biti to ful pridna čebelica, ker iskreno smo tako, blazno smo pasivni, ne, in je dejansko treba, govorimo zdaj, če gledamo zdaj to z vidika mreženja, moram jaz biti najbolj proaktivna oseba znotraj moje mreže, da se stvari dejansko odvijajo. No. Ampak mislim, da si pa lepo začela, no. Dejansko imamo mi ljudi, ki garajo, pa imamo in rožice, in travnik, in čebelica, ampak jaz mislim, da v teoriji v praksi moraš biti vse, in rožice, in travnik, in čebelica. No. Je pa vedno več tega travnika pri meni, no, ki bi še izpostavil, da je tudi vedno bolj urejen, no, da so gor tudi rožice, ki jaz hočem, da so. Ne. To je poanta zgodbe, ki jaz govorim, da ni to travnik tak, ki ga hoče sosed imeti, ampak to je moj travnik. Pa gor so rožice, ki meni pašejo. A veš, se pravi, da te jaz najprej malo predstavim. Midva se že kar nekaj časa poznava, pravzaprav so se pa spoznala takrat, ko je bilo meni kar dosti, tako, ne, v en taki nulti točki mojega življenja. In v bistvu mi je bilo zanimivo, na kakšen način si ti predstavil to svojo zgodbo, ki jo boš zdaj verjetno malo povedal, kako si pravzaprav s mreženjem prišel do tega, da ti je uspel poslovno, ne, se pravi, da danes se samo sebi lahko zahvališ, da si pač dosegel, kar si dosegel in dosegel si sigurno veliko, ne. Tako da spomnim se v bistvu, ne vem, več stvari, ki si jih razlagal, pa upam, da boš to danes vse v bistvu nam tudi povedal. Skratka, kava, smetenje, ne bom niti nam s tebe razlagala, ne.
Ampak definitivno si postal tukaj v naši državici, v našem okolju, eden največjih strokovnjakov, ko gre za mreženje. In še ena skrivnost je, zanimajo skrivnost, da tvoji prijatelji živijo. Prav zdaj prihaja ven tvoja prva knjiga. Je to prva knjiga, ne? Prva. Mreženje v zasebnem in poslovnem svetu. Tako da te skrivnosti malo ne bodo več skrivnosti. Boško, daj mi povej, prosim te lepo, kje se ta knjiga dobi? Jaz ful močno upam, da bo danes landing page končan, da ga bomo lahko, rečemo, vidite prvi, ki ga boste dobili povezavo. Danes najkasneje jutri bo landing page, tako da predprodaja 10 dni, od konca naslednjega tedna pa mi je distributer rekel, da moram povedati v vseh večjih knjigarnah, ne? Tako da ne rečem dejansko posodno, pač od lahko se pri meni naroči, lahko se Mladinska TS posodno, tako da smo kar resno zastavili projekt. Jaz že komi čakam, daj pa mi povej, greva kar od začetka, se pravi, kakšna je v bistvu tvoja zgodba, kako si ti do tega mreženja sploh prišel? Mislim, moja zgodba je zdaj, ko pogledam tle Danijelo, prijateljico z otroštva, nič, kaj ne reče, da ne kompliciral, pač delavska družina, blokovsko naselje, borbo tako kot vsak in jaz imam par takih nekih obdobij v življenju, ki lahko, dajmo tako, pa da bom šel preveč v globino. Mreženje, mislim, da je mene mreženje najdel prej, kakor sem jaz mreženje najdel, tudi, rečemo, ne vem, Magdalena, pa Dino, pa Frenga Folka, ker če ne bilo njih, pa debata s tabo, ni šans, da bi jaz, ko bi rekel, sploh odkril to, da sem jaz res dobro mrežil. Jaz spomnim še, kaj me Magdalena klicala, rekla, ti bi moj mentor. Mislim, pa je pa rekla še, pa še plačam bo, ja, mislim, jaz super, ne. Tako da, in pol mi je rekla, ja, veš, to je pa, delamo prek Primorske tehnološki park in pol jaz, ker sem res dober v prodaji, pa v mreženju sem pol jaz se dober zmrežil tam, pa dober prodal, ne. Tako da, enostavno tako. Si mi pa še dolžen pivo za to, ne? Seveda, kosilo. Zdaj pa pred folkom sem rekel, to še kupil moram dati. Magdalena, veš, to si... Nisi rekel, da ti ne plačaš. Ne, super, z veseljem. S projekta plačam. Poanta cele zgodbe je bilo tako, da sem, bom zelo kratek, 10 let sem delal v Kompasu, vodja prodajne mreže in zdaj jaz vedno tako razlagam na delavnicah, ne vem, če ste kdaj bili, ampak vej dame, ne, mi deci smo bili kdaj. Pravim, ker smo imeli, a ste imeli kdaj blok, ki se, ne vem, so fantje rekli, so bili kdaj pijani, pa se ne spomnijo ure ali pa 2 večera, ali pa pol večera jim je zginil. No, in glavnem, jaz sem 2-3 leta življenja na ta način, no, rekel zgubam, ampak se moram fejst potruditi, da se spomnim, kaj se mi je dogajalo v Kompasu v nekem obdobju življenja. Pa, ko sem šel na Radio Center, je bilo to na Pontencu 10 dogajanja, dogodki in mreženje to, pa sem šel pa na svojimi, pa drugega ni preostalo, kakor se povezvati z pravimi ljudmi. In potem je folk do mene prišel pa rekel, ti sklej res dober. V čem? Ja, mreženje. Pa je prišel pa en konzulting, drug, 3, 4, 5 in je ratela resna zgodba do točke, da dejansko res, mislim, je knjiga, so delavnice in kot ste rekla, Meta, sem edini, ko v Sloveniji dejansko uči, kako postaviti mreženje, kako narediti strategijo, kako dejansko prave ljudi dati, ko bi rekel, na svoj travnik, bom zdaj uporabil tvoje besede. Ja, sej veš, v bistvu zadeva je taka, ne, a veš, imaš pač skupnosti, to so travniki, ne, recimo združenja, recimo kakšne podjetniške, tudi recimo inkubatorji in tako naprej, različne skupnosti, ki jim ti pripadaš, ne, si del njihove mreže, v bistvu si njihov član, si rožica ali pa čebelica znotraj v bistvu tistega travnika, ne. Pa imaš pa omrežja, ne, v bistvu omrežja so pa center omrežja vedno oseba, ne. V bistvu to je tvoj network, ne, in je zdaj odvisno od tebe, a ga v bistvu neguješ, ne, se pravi, to, kar si rekel, imaš nek blog oziroma nekje zapisan, torej zdaj mogoče že tudi LinkedIn, Facebooki pa taki razni, a veš, dajo mogoče neki dela, nas upravijo, ker če imamo ta prav ljudi noter, pa pač z njimi komuniciramo tudi na prav način, tudi na nek način, že tukaj lahko veliko naredimo za svoj network, ne. Ampak po drugi strani je pa tudi zelo pomemben te stike vzdrževati, tako da dobim vsake toliko tebe kakšen message
Pa sploh ne vem, imaš to na kakšnem avtopilotu, Ja, vse to mene ve. Kaj rabiš? Meta, naš velik problem v mreženju, pa mu zelo, ni zdaj fora, da imam tukaj predavanje, ampak mi nimamo fokusa. Preveč ljudi imamo ekipo okoli sebe. Imamo na LinkedInu par tisoč folka, imaš na Facebooku, imaš v telefonu, imaš sosede, imaš bivše sošolce, imaš stranke, glavno preveč ljudi. Imamo pa samo 24 ur. Ja, in? Ja, nič, pa je treba sam fokus, da, treba imeti strategijo. Mi, ko delamo bajto, imaš strategijo. Čak, sam zaprem kle oken, sorry za to. Ja, oken, no, dej, no. Ok, I'm back. Ampak moramo imeti strategijo. Mi se mrežimo po naključju. Kokor nam pripada, veš, tudi, ko gremo na neko skupnost, smo blazno pasivni. Omenila si Združeni menedžer. Ja. Jaz sem v enem letu Združeni menedžer prišel do tega, da sem bil ambasador povezovanja. Po 2 letih sedim v upravnem odboru sekcije mladih menedžerjev. Jaz sem vedel, s kom moram piti kavo. Jaz sem klical, jaz sem bil proaktiven, jaz dejansko skrbim za svoje ljudi. In te SMS-i, te klici, to je strateško narejeno. Ker je problem, ker imam premalo časa in imam pač jaz en model top 100, kako jaz se bazo razdelim, in skladno z, ko bi rekel, nekim mojim potrebam, mojim zahtevam, mojo vizijo, vse, kar jaz rabim, pač temu primerno ljudi nagovarjam. Zdaj se je pa že zgodilo. Slište že zelo scientific, tako se mi zdi. Pa niti ne. A to razlagaš, a imaš v knjigi to modeli? Ja, vse. Aha, okay, Ja, vse. Note to self. Ampak glej, ko mi delamo ekipa, ko delamo v podjetju, imamo sestanke, imamo vizije, imamo strategije, imamo KPI-je, to nam je vse normalno. Pogledamo, kaj smo dosegli, delamo evalvacije, prilagajamo se trgu, strankam, vse to, to vse delamo, ampak nič ni drugače dela svojo mrežo. A veš, se v bistvu je zanimivo to, ker tudi ena izmed ključnih stvari, poznam recimo eno zgodbo o uspehu slovensko, ki je v bistvu pač svojo blagovno znamko zelo visoko vrednotila, pa prodala drugmu, nasledniku, tako da so se lastniki umaknili z tega ven kot neke vrste startup, ampak guess what je bil v bistvu ključni selling point, baza. Glej, baza 20,000 ljudi, plus, veš, se pravi vse, kar pa še zraven, se pravi LinkedIn, Facebook in tako naprej, ampak ta baza, se pravi, to pomeni ljudje, ki so zainteresirani za X in v bistvu to se je dal naprej prodati. Ekipa, Meta, zakaj 5 let nazaj ni noben mene klical, nisem imel nobenih pobud, tukaj me ni bilo nikjer. Jaz imam na tedenski bazi, ajde, da nam zdaj pritravam, ampak na mesečni vsaj eno dobro poslovno idejo pride nekdo pocuka z rokav, pač pa nekaj delati. Samo to moraš zgraditi. Mreženje, odnosi se ne kupujejo. Gunka jih kupuje, ima čez čas velik problem. Zdaj pa je problem, da se to moraš si vzeti čas, in dejansko moraš biti zraven, moraš pomagati, moraš vedeti, jaz pravim tako, jaz moram zase vedeti, kje so moje plusi, kje so moje minusi. Pa se veš, kaj tukaj je v bistvu ena taka, se pravi, to, o čemer ti govoriš, je v bistvu terensko delo svojo bazo, Ja, mislim, ampak, Meta, a midva spila kavo, a se bova slišala, a si va pismo pošiljala, pa komunicirati morava. Ena je najmočnejša stvar, tole zdaj mi imamo na online, vse lepo in prav. Mi, če se v živo vidi, bi bila druga energija. Bi bilo čisto drugače. Če bi šli ena, je spet čisto drugače, ampak če se pa ne bomo ukvarjali en z drugim, se ne moramo odnosa zgraditi. Prav, da jaz zdaj to povežem, kar si ti zdaj povedal. Če imaš recimo, da ima dan 24 ur in recimo, da obstaja nešteto možno veliko ljudi, s katerimi se lahko povezuješ, rabiš neko strategijo, ki ti v bistvu pomaga, da daš pač tako širši krog, ožji krog, še ožji krog, še bolj ožji krog. Te grejo na kavo s tabo, te dobijo mesec, tako kot jaz, pa teli pridejo na virtualne sreče. Veš kaj fora? Noben ne ve, kdo je v katerem krogu. To vem jaz. Vem čas, da sem dobila tvoj mesec, že tako letos saj, 3krat, tako da po moje, da moram biti nekje tam med 2 pa 3 na strategiji. To je pa čar te zgodbe, da ne rabaš povedati. To je pa... Hecam se, ne, sej, veš kaj,
se mi zdi, da je vedno bolj postalo tudi to pomemben z vidika pač tega trajnostnega načina delovanja, veš. Pač meni se zdi, da je tudi pač ne samo zdaj, da mi recikliramo, pa kaj vse živo kupujemo električne stvari, ne, mislim, a veš, tukaj ne gre samo za pač produkte in pač neko proizvodno, ampak v končni fazi tudi medosebne odnose. Meni je všeč to v bistvu, in tudi o tem v svoji knjigi drugače pišem, da je tisti ključ ali do retorike ali do prodaje v bistvu v tem, da znaš priti na prvo srečanje ali pa na nek uvodni meeting ali pa na kavo, ne, zelo sit. A veš, se pravi, da nisi čisto nič lačen, a veš, nimaš nobene svoje potrebe, nimaš nič tazga, kar bi, ampak to, kar ti tudi si meni lepo povedal, kaj ti rabiš, ne, osredotočen na onega drugega, kakšne so tvoje potrebe, kako ti lahko pomagam, a veš, kje imaš kakšen pain point, kaj je tisto, kar lahko naredim zate, in v bistvu to, kar me pa pri tebi preseneča, pa se mi zdi, da tudi veliko ljudi, a veš, o tem govori, oziroma beremo v kakšnih drugih knjigah, a ne, da moramo pač dajati kakšne koristi ljudem, koristne informacije, ne vem, povezovati naprej, biti tako koristni, pač people first in tako, ampak pola, veš, se mi zdi, da je tako, jaz bom zdaj zate koristen, zato da bom nekaj imel tega, veš, in to ni fora. To je pa. In koliko se naučiš tega, da prijaš res sit, tok sit, da bruhaš od sitosti, a veš, da res si tako, jaz nič ne rabim od tebe, samo povej mi, kje ti lahko pomagam, in takrat se začne res taka čarovnija dogajati. No? Ampak škvaj je osnova? Daj ti povej malo več. Ja, osnova je, da sem jaz okej. Ja, okej, sit, do konca. Dobro, zdaj je to, lahko je sit, lahko je, da veš, kva hočeš, da veš, kje te zmanjka, ampak dejstvo, jaz vedno rečem samo dve stvari. Vsi, ki danes poslušajo tole, tisti, ki me ne poznajo, pa ki me poznajo, oni bo rekel samo dve stvari na koncu. Ali jaz dišim, a smrdim. A sem zanimiv ali pač nisem. Ne? Stvar je samo temu, če jaz vem, kaj jaz hočem. Zelo na kratko. Jaz sem urejeno bazo, jaz vem, kakšna je moja vizija, jaz imam seznam ljudi, katere jaz lovim, iščem, hočem se z njim povezati, zato, ne, ker verjamem, da mi lahko pomagajo, da sem jaz jutri še boljši. Ja. In jaz dejansko delam na svojih ciljih. In pa, ko jaz pridem se pogovarja z nekom na nekem dogodku ali pa nekem srečanju, ga ne poznam. Ja. Kako naj jaz nekaj od njega hočem, če sploh ne vem, kdo je on. In zdaj, zato je ta fora sit in pol jaz se lahko z Amadejem Metko pogovarjam, tako, ko se pogovarjajo midva, je pa samo en trik kle. Če jaz ugotovim, da ima ta oseba nekaj, kar bi meni prav prišlo, kar bi bilo meni zanimiv ali pa nekomu z moje mreže, sem jaz proaktiven. Jaz rečem, pa greva še eno kavo, lahko te s tem povežem. Ne, ampak najprej moraš vedeti, in ena stvar, jaz moram vedeti, kdo sem jaz, in jaz moram... Da ti vidiš, da je mogoče lahko koristen komu iz tvoje mreže. Ali pa ja, ampak jaz moram poznati svojo mrežo, da vem, kaj oni rabijo. Njemu, ne? A veš, se pravi v bistvu, da iščeš to širše, ne? Se pravi, da greš razmišljati širše. Veš, kaj me zanima, recimo, zdaj imaš ti en seznam, zdaj si mi dal tako vprašanje, ne? Recimo, da se ti odločiš za nekoga, da ga moraš spoznati, da se ti zdi, da to je pa oseba, ki bi ti lahko nekaj, mislim, da bo koristen za tvoj network, ne? In zdaj ti to osebo dobiš, pa vidiš, da ti ni všeč. A zato kdaj tebi zgodi? Je valjda se. In kaj pa pač se ne družim z njo več. Simple as that. Ja. Ker to je moje mreženje. Moram zdaj jaz s tabo družiti zato, da bom nekaj tega imel. Ja, mislim, gledaj, če nekdo bo del moje mreže, samo zato, da bo nekaj od mene imel, mislim, pazi, dajmo tako biti iskreni. Mi vsi, ki imamo svojo mrežo, imamo ljudi zraven sebe zaradi neke koristi. In ko jaz rečem to neke koristi, vsi nam gre to na bruhanje, kako to misliš, ker pa nas ima korist negativno. Jaz rečem zaradi nekih potreb, ampak recimo, ja. Saj ni važen. Potreba, korist, hočeš nekaj, saj to ni važen. Zdaj, jaz to razlagam zelo simpel. Jaz imam 4 kategorije. Dobra družba. Vsak od nas rabi imeti folk zaradi dobre družbe. Imaš v knjigi, veš? Dajmo tako, zelo na hiter. Dobra družba, torej imam frenda, grem na kavo, pa imamo pa vsak od nas je v nekem poslu. Rabiš imeti ljudi zaradi posla. Kategorija biznis. Pa je tretja stvar,
če hočemo biti v poslu in hočemo živeti neko polno življenje, rabimo osebnostno rast. A je tako? Jaz se učim od tebe, od drugih. Osebna rast. In četrta stvar, kar mi preziramo, dokler tega nimamo, je, mi hočemo imeti vplivne ljudi zraven sebe. Jaz hočem imeti folk, ki mi bo odprl vrata. Jaz hočem imeti folk, ki mi bo skrajšal pot neko, ki mi bo usmeril, da ne tavam okoli. Predstavljajte si, da imamo v poslu Google navigacijo, ki ti vtipkaš pa reče, pejt sem, to pa to naredi. Jaz, ko grem, ko se nekam vozim, dam v Google in on me reče, pel levo, pel desno, Boško, klej nesreča zavi. Si je vprašala tu v biznesu, da imaš take ljudi okoli sebe? Zdaj pa ena stvar je, če imaš ljudi zraven sebe, zdaj ima lahko ena oseba vse 4 stvari. Moj dober prijatelj, delava skupaj. Kaj moraš povedati? Je pa vplivnež. Ne, vpliv, osebna rast, pa dobra družba. Pa posel. Aha, okej. Ja. Zdaj pa tako, lahko ima ena oseba vse 4 stvari, mi je dober friend, delava biznis, zaradi njega jaz osebnostno rastem, pa še ful je vplivan človek. Zdaj pa tako, če pa nima, poglejte svojo bazo ljudi, s kom se družite, če nima vsaj eno od teh 4 kategorij, vprašajte se, zakaj se družite z njemu, zakaj pijete kavo z njemu. In kje imamo problem, pa neham tukaj filozofirati, da to niso ljudje, ki jih zdaj spoznamo, ker mi, če dobimo zraven sebe novo osebo, ki je toksična, že rečemo, pet stran. Mu ne damo sploh priložnosti. Mi imamo problem, ker je naša obstoječa mreža, torej lahko je to nek friend, ki je friend že 15 let, lahko je to nekdo, član, rečemo, družine, ožje, širše, sosed, nekdo, ki je že lep čas zraven nas smeti, obremenjuje zaradi, ne vem, nekega, nas nič ne bogati in mi mu še kar dajemo svojo pozornost, svoj čas in ta čas, ki ga dam jaz enemu drugemu, ga ne moram posvetiti nekomu, ki je več vreden, dajmo reči, mene, a pa mi je lahko čez čas bolj koristen, pa je lahko korist samo to, da mi razpijem kavo. Da ni vse samo keša. Ja, čas je definitivno res zelo, zelo, zelo dragocena stvar in tudi z vidika odgovornosti. Tako, mislim, meni se je osebno recimo v mreženju veliko spremenilo, ko sem začela v bistvu razmišljati, da pač je moj namen pravzaprav zjutraj vstati iz posle in biti odgovoren in koristen član družbe. To pomeni, da ne, da razmišljam samo, kaj jaz rabim, kaj jaz nimam, kaj bi imela gor dol. Ampak da v bistvu grem tako, a veš, pač ne, čakaj, nekaj morajo ljudem od mene dobiti, imeti, ne. Zdaj, seveda, zato rabim nekaj ustvariti, recimo en video, ne vem, z nekim nasvetom, se ni zdaj treba, a veš, ne bom šla nujno izven svojega poklica iskati odgovornosti in koristi, ne, ampak bom v bistvu v skladu s svojim znanjem in veščinami in kompetencami pač ponujala te koristi na različne načine, v menjavo, mogoče zastonj, kakorkoli pač vidim, da je v bistvu za to priložnost, pač določene stvari so pač koristne družbi, določene so tudi v procesu menjave ocenjene malo drugačne, ker tudi moji otroci rabijo koristi in tako naprej. Ampak vseeno je pa moja naloga takoj zjutraj, ko se zbudim, biti odgovoren član te družbe in pač iskati, kaj so problemi, zato da jaz lahko pač prenašam te koristi. To pomeni, da moram poklicati par ljudi pa vprašati, kaj njihovi problemi so, ne. Recimo, to jaz vidim kot mreženje, da v bistvu te probleme spoznavam, da vidim, da grem z ljudmi na kavo in pač jih tudi vprašam, kaj imaš pa ti za en live, kako pa tebi kaj gre in tako naprej. Tako da v bistvu z te odgovornosti se mi zdi, da se stvari pa kar malo spremenijo. No? In če gledam to, kar si zdaj rekel, ne, zato si me na to spomnil, da, a veš, če ti nekdo krade ta čas, ne, z nekoristnim smetenjem, tako kot ti lepo poveš, pol ti ne moreš dajati drugim ljudem neko korist in biti odgovoren član družbe, a veš, tistih, ne vem, 20, 15 ali pa 1 uro od tistega časa, ko si nekaj zabil, ne. Tako, ko se nekdo ne more, ne vem, razbremeniti nečesa ali pa tako, ne. Tako da ja, ful pomemben, da res gledamo na ta čas, ker nisem pomemben za nas. Jaz verjamem, da pač mi, ne vem, preživimo svoje življenje, ampak znotraj svojega življenja, kakor tudi ti, recimo, sigurno, si eden takih ljudi, ki boš s svojim znanjem in svojimi veščinami, sploh mreženja in tako tudi obogatil res široko skupnost, ne. Bomo videli, dajmo čas v čas. Imaš to prav tudi, kako je napisano, imaš, mislim, ne vem, imaš Trello board iz obrazi, to mi jaz. Ampak nekako imaš ti to narejen. Nisem te ujel, kaj, kako imamo narejen. Ja, imaš tudi nekaj napisa, imaš sezname, imaš vodiš... Ja, absolutno. A veš, kako imaš to narejen, recimo?
Pač jaz imam, čez čas bo prišla tudi aplikacija, ki bo čist temu namenjena. Ja, ful enih stvari dela, ampak jaz imam za zdaj urejene kontakte v posebnem dokumentu, imam svoje baze urejene v telefonu, imam opolnike, imam to-duje, imam pravila, kdaj, komu kaj, ne, in dejansko veliko je seveda tudi prepuščeno neke inspiracije, ampak načeloma poskrbim, da nek krog ljudi zame v nekem času ne pozabi, da jih pocukam za rokav, je pa danes to veliko lažje, ker kar jaz počnem, že knjiga se širi glas. Ne? Jaz zdaj veliko počnem, pa se veliko, zdaj dogaja se to, da več folka zdaj torej men, te čebele hodijo na moj travnik, ne? In zdaj top je, ker mi dejansko moja baza nove ljudi, ko bi rekel, men prepelje in reče, ne vem, ti moraš Boško tam govoriti, ti njega moraš spoznati, pol je to, no, tako da, ja, imam porejeno vse, pač imam dokumente, cool, pride pa še aplikacija, ampak dajmo čas v čas. Ok, Leveška, tlele malo zdaj gledam, ne, Boško, ampak vseeno je tako veliko ljudi, ki pač niso zelo aktivni v mreži. Tukaj se prej rekel, pride na nek event, mogoče celo pripada določeni skupnosti, ampak potem je nekje tam pač samo z enim se pogovarja, mogoče gre po rogljiča kavo, pa pač živijo, ja, vizitka v redu. Zakaj misliš, da je to težko pravzaprav? Zakaj se večina ne aktivira? Pa mislim, da se napačno lotevajo. Mislim, po mindsetu mreženja čisto napačno gledajo na mreženje. Nam je to naporno. Iti, spoznati neko novo osebo, ne, ko ne veš, kdo je, pa se pogovarjati, small talk, to večina se hoče raje, Amadeja se že tako dela, no, se raje nogo ustreli. To nam ni. Jaz povem, kaj jaz mislim. Retorika, zaradi tega, ker moraš pičati kar naprej. Ta feeling, da moraš sebe pičati kar naprej. Ne, no, select klike. Ne, to je brez veze. To je treba nehati. Ne pridite s piči, ne pridite z vizitkami. Dobro se mrežite, če ste ful vizitku vzeli, a ni to res? Glej, to je širša debata. Mislim, da nimamo dosti cajta. Kaj je poanta zgodbe? Vsi mi smo že mrežniki. Če imaš prijatelja, če se z nekom pogovarjaš, če imaš nekoga v en kontakt telefonu, si mrežnik. To ni, jaz se nismo toplo vodo odkril ekipa, to ni nič, sam pač poanta je, mi delamo generalno napako, mi nimamo kontrole nad mi ne vemo, kdo smo mi, to sem že prej omenil, ne vemo, kdo smo mi, kaj hočemo, kaj nočemo, in nimamo kontrole nad svojimi obstoječimi toplimi kontakti. Se pravi, v bistvu ne vemo, kdo so, ne vemo, kaj so, znajo, kaj rabijo. Pa mislim, nič ne vemo o njih. Mi dejansko bi radi, da se svet vrti okoli nas, ne, ampak v bistvu se ne. Zdaj, a sem jaz zdaj knjigo izdal? Se ni nič ustavil zaradi tega. Zdaj me reče, full happy. No, cool je, sam zaradi tega se ne bo svet ustavil. Glej, ko imaš ti kontrolo nad obstoječim svojo bazo, ko ti dejansko loviš prave ljudi, ne, ko ti na glas komuniciraš, kva hočeš, pol ti je čisto vseeno, s kom boš jutri na nekem dogodku small talk žgal. Meni je vseeno, da sedim z uspešnim menedžerjem, z natakarjem, meni je vseeno, zato ker jaz nič nočem od njega. Če pride small talk, bomo dali small talk, ne? Če pa vidim, da je to meni nekaj koristno, ne, pa lahko eno štorijo. Mislim, da je dejansko dogodek. Evo, dobim mail, Erni Triglav skladi. Mi bi Boško, jaz sem Erni Triglav skladi, rabimo mreženje, a nam lahko pošlje ponudbo. Jaz takoj, ni bilo telefonska, Erni se lahko čujeva, telefon, kar sem hotel, da greva na kavo. Midva na kavi, valjda, od 9 se dobiva do 11:30. Jaz sem 2 meseca prej rekel, da rabim copywriterja imeti. Nekoga, da mi bo pač eno osebo, ki mi bo pomagal pri copywritingu, ne? In v tej debati, sej ne moreš ti pogovarjati 2 uri pa pol poslu, mislim, vedno prideš na neke osebne teme, na kratko, ugotovimo, da je Vildana, žena od Ernija, strastna v pisanju, zanima je marketing, prodaja, kaj mislite, kdo mi pomaga copywritingu? Je Vildana.
ja, bum. Ker on, ki je to menil, sem jaz to rabim, skupaj ena večerja, ki je ena kava, druga kava, ujeli smo se v vrednotah, v vseh zadevah, vrhunsko sodelujemo, to posebej, ne, in vsak od nas ima prostor za vrhunsko osebo v svojem življenju. Ne glede na to, koliko smo mi busy, ne, ampak jaz sem rabil vedeti, kaj jih rabim. Ko je prišla debata z enim, ko je on to rekel, sem jo podsukal za rokav, sem rekel, a jaz lahko nos poznam. Da jaz to malo razčlenim zdaj, kar si povedal. Skratka, ti greš na kavo, ne zato, da bi hotel se pogovoriti o tem, kakšen je brief, pa kakšna bo ponudba, ampak zato, Ne, tudi to sem se pogovarjala. na podlagi, tudi to, ja, pa se Tudi to to. tudi zraven, ampak v bistvu je pa to priložnost, da ti spoznaš eno osebo malo boljš, ne da pa Absolutno. gremo gor dol z enimi maili, ampak da v bistvu spoznaš osebo malo boljš in pol znotraj tega v bistvu prakticiraš še malo več ego suspension metode, kako jaz rečem temu, a veš, da ni ono, jaz sem ta pa ta, jaz delam to pa to, jaz sem full the best, jaz sem hodil na te šole, jaz sem to vse obvladal. Ne. Ej, Meta, vsak od nas, zato, da zveš tudi kaj o kaj globi, ne, se pravi, globi pogledaš v osebo, upaš si globi pogledati v osebo, ne. mislim, ne samo da upam pogledati, jaz tudi delim del sebe. Ne morem jaz pričakovati, da boš ti meni rekla, da imaš, ne vem, otroke ali pa neki izziv, če ti ga jaz tu svojega nam delil. Vse to je zdaj težko zdaj v 10 minutah, to, ampak poanta zgodbe je, da vedno, je pa še ena stvar, če meni oseba zanimiva, po vsej verjetnosti ima tudi on v svoji mreži tudi zanimive ljudi. In če bo on meni zaupal, bom jaz direktno, posredno, čez čas, dobil dostop tudi do njegovega kontakta, do njegovega know-howa, njegovih izkušenj, ne, in jaz nisem, jaz lahko obvladam 1, 2, 3 stvari v življenju. Ampak jaz nisem močen toliko, glede na to, kaj jaz znam, ne, ampak jaz sem močen toliko, koliko je močna moja mreža. In bolj, ko je moja mreža močna, več kot jaz ljudi, zraven mene, ki so dobri strokovnjaki na nekem svojem področju, ne, jaz sem močnejši, jaz sem bolj zanimiv zate, za Magdaleno, za vse ostale. Ja, definitivno. Vse to je to, v bistvu, it's not what you know, it's not who you know, it's who knows what you know, ne. Se pravi, kdo ve to, kaj ti pravzaprav poznaš in koliko si dober v kakšnih stvarih in pa gre pač ta word of mouth, ki ga v bistvu tudi za marketing pa za prodajo najbolj rabimo, ne. Meni je najlepše v bistvu, ko te nekdo pokliče, pa ti reče, rabim to, pa že vse vejo. A veš, ni več sploh debata. Ja, kaj te en drug prodal, ne? Mislim, ja, pač ali pa smo že dolgo nazaj kaj komunicirali, ali pa so že pač pred 3 leti kaj kupili, a veš, vse že v bistvu se ve, a veš, ni tukaj, ampak ni več tistega, ne, aha, čakaj, kaj zdaj vi točno, kako to stane, kako to zgleda, a veš, v bistvu je to že narejen, ne, se tista izmenjava potem informacij gor dol, je samo še neka taka, nek higienik pravzaprav, ne, v prodaji v bistvu, kam mora iti čez in tako ti tudi samozavest raste, ne. Mislim, celotna samozavest pa samopodoba nekako, bom rekla, pozicija na trgu ti raste. Sploh, če si osebna blagovna znamka, to je zelo pomembno, ne. Tako, ker mogoče se podjetje še malo lažje lahko tega distancira ali pa disocira, bom rekla, no, bilo bi več. Tako da ja, ta mreženje. Daj povej mi še malo več o tem smetenju, ker to mi je tudi tako ful všeč, ker ne vem, če še poznam kakšnega, ki to besedo uporablja, ne se smetiti. Ti to vedno rečeš, ne se smetiti. Kaj to pomeni? Ja, mislim, vsak od nas ima neko breme nečesa. Torej, jaz se lahko smetim, da sem iz Škofje Loke, lahko smetim se, da nisem dosti velik, dejstvo je, da mi se ful velikokrat obremenjujemo zaradi neumnosti. Ne? In pol je še fora, ne da sam smetiš sebe in pol posledično si zaradi tega, ali so to izgovori, koliko zapakiraš, si pasiven, obtičiš, ne? Drugi problem je še večji, kolikor sebe smetiš, ne, pa sebe uničuješ, ti dejansko smetiš druge. Jaz vedno, zdaj tukaj je več žensk, jaz vedno se pohecam, ne vem, če greš, to Magdalena ve to fora, ampak če te boli zob, a greš zobarju, a greš ginekologu. In čisto si, Boško, grem zobarju. Kako veš, zakaj? Zakaj ne greš po ginekologu? Ja, se ono tudi ordinacija, zato ker če šel ginekologu, pa govoril, te boli zob, njega sam smetiš, on ti nič ne more narediti, pa ti lahko naredi. In to v praksi, v življenju pa to pomeni to, kar je bilo nedolgo nazaj, kolegica imela
z šefom neke probleme, pač se ni dobra plača, slabe delovni pogoji in pravi, s kom pa ti debatiraš, pravi, ja, doma pač mojmo, ne reče. Ok, in kam bo tvoj lahko reče, nič, tvoj, se rekel, a ti lahko spomen scenarij, tvoj te posluša enkrat, dvakrat, trikrat, pa te po peto reče, dam primer, ne vem, Meta, zdaj pa premakam se, hvala, in ti pol si besna na njega in rečeš, ti mene ne podpiraš, ti mene ne razumeš, ne, ampak pravi misel, on ti problema ne more rešiti, ti nekaj sam smetiš, pa v bistvu še sebe. A si govorila s šefom? Ja, ne. Ja. Prej do njega pa reši ta problem, kar je pa težko, ampak vem, da je, sam to, a se sprijazen, pa ne jamri, ali pa pet ja, pa reši problem tam, kaj ga lahko rešiš. In to, ker pa ti to ne narediš, pa sam govoriš, pa izgovori, pa pol, ker problem je, da mi, ko imamo probleme, ne da rešujemo to z osebam, za katere verjamejo, da nam lahko pomagajo, ampak te stvari rešujemo s folkom, v bistvu ne rešujemo, ampak jamramo folku, ki nas posluša. Kdo nas posluša, je te, ki smo mi njima okej, ne? Če greš pa na dogodek, pa smetiš nekoga, ki te ne pozna, v lifeu te noče več videti. Kar je drugače tudi retorično ful velik problem, zato ker v bistvu vsakič, ko se zgodi rekonsolidacija spomina, pa si ti z nekom govoril o nečem, kar se je dogajalo, ne vem, včeraj v firmi, pa šef je tak, pa gor pa dol, in v bistvu še lahko dodaš, a veš, še dodaš malo dramatičnega efekta, ne, hujše je bilo kar zares, a veš, kar je bilo res, je bilo pa še hujš, pa še malo prehujš, in večkrat, ko ti neko zgodbo ponoviš, v bistvu malo dodaš, malo dramaturgije, ne, až pa res me je grdo pogledal, tako ful me je grdo pogledal, tako v bistvu me je kar zabolel, ful me je zabolel, pravzaprav me fuša, zdaj boli. A veš, in kar nabijaš, vedno večji kupe teh smeti, ne, tako da v bistvu to se ustvarja v tebi te dodatne, in kakor bi bil recimo fotoalbum, a veš, spominov, ne, vsakeč, ko govoriš o enem spominu, se še 2 fotki zraven pojavita in pol na koncu, ko ti to razlagaš ginekologom, ne, te probleme z zobmi, a veš, v bistvu imaš tako že ful velik kup fotk spominov, v bistvu zobobolov, ne. Jaz Meta rečem folku, da če ti folku, istem folku razlagaš neki, pa te oni še podpirajo, primer, ful je težko, ne pazi, še eno, da ne pomote. Jaz tudi daj pojamram, valjda, če ti je težko levo desno, ampak ena stvar je, koliko časa jamraš, koliko časa jokaš, pa kaj pol narediš. Komu tudi, ne? Ja, pa mislim, vse ni panike, pač jaz grem tudi daj mirja nekaj povem, ampak pa dajmo narediti, da to spremenimo. Nas manjka, škaj nas manjka v implementaciji, v aktivnostih, da smo proaktivni, da začnemo reševati neke stvari. Jaz, če sedim na mestu, pa zdaj govorim, jaz imam 5 kil preveč, pa filozofiram, kako bom imel six-packe, pa ne bom nič naredil za to, ljubo duša, pač daj manj urad, naredi 3 počepe več, 5 sklec, pa 10 počepov, 15 tepošnjakov, potem je to poleta, pa bo rezultat. Ne vem, Pa se nekaj zakirati, pa nekaj v tem. Ja, mislim, lahko pa sedim, pa govorim, kako je svet, pa grem še na pico. Na pici razlagaš, da ni dobro, da to kješ. Ja. Ma da, dobro, sam se res, a veš, tako takrat, ko se spomnimo, ne, a veš, tako da, ne, sigurno. In to je tudi, kar si prej rekel, a veš, se tukaj je ta dobra družba, ne, se mi zdi, da ta poanta, no. Če nekomu pojamraš o svojem problemu, je dobro, če imaš sogovornika na drugi strani tazga, ki te bo znal usmeriti v pravo smer, v proaktivno smer, oziroma v to, da mogoče zminimalizira tvoje probleme. Mislim, to je problem, ali pa da jih pač ne da zdaj tako reče, to ni nič tazga, hočem sam reči, da ti zna v bistvu učinkovito pomagati, ne. Ne da zdaj pač si z nekom, ki sam še igra tisto igro, moja težava je večja od tvoje težave, oziroma moja nesreča je še boljša od tvoje nesreče, in potem igramo to igro, veš, ti šele mene poslušaš, kaj se meni dogaja v službi, to ni nič, a veš, kaj se je šele meni zgodil, a veš, pa on je kreten, to še ni nič, veš, kažna buksana pa jaz poznam, a veš, in to lepo igramo, ne, to igro skozi, lepo zlagamo skupaj te stvari in v bistvu kar naenkrat pač se pol vprašamo, ko vidimo tega človeka, zakaj nam je v bistvu tako težko pristopati zdaj z neko iskrenostjo, autentičnostjo, pa ne, če imamo pa en kup smeti, ki jih moramo skriti v bistvu, ko smo razlagali, ne vem, ne. Tako da ja, zelo pomembna, retorika pri tem je v bistvu zelo pomembna, ne, tudi recimo, ne vem, jaz se dostikrat tako pogovarjam s kom, veš pa, ko za publiko govorimo, recimo, ne, publiko, kdo sedi v publiki, a veš, to so oni, so bogati, oni imajo toga, a veš, tako, da imam neke sodbe, neka pričakovanja oziroma neka predvidevanja glede ljudi,
to je zelo, zelo, zelo slabo, ne? Ker v bistvu samo distanco med nas postavlja, ne? Med nas kot govorce recimo, ne pa med njih kot poslušalci recimo, ne? In bolj, ko se zbližujemo, da je pomembno, da razmišljamo bolj o tem, da imamo ljudje podobne težave, da imamo podobne potrebe, da se vsi radi smejemo, pa vsi samo še kdaj jokali, jaz pravim, ne? In da v bistvu na ta način pravzaprav vidimo tisto človečnost v komorkoli, ne? In to se mi zdi, da tebi kar dobro gre, da se ne bojiš ljudi, da nimaš tistega predsodka, veš, čeprav včasih omeniš, kdo je meni koristen, ampak jaz zdaj bolj vidim v smislu, ne tako, da bi prav, veš, šel gledati, tako, tam je koristen, ta pa ne koristen, ampak samo znotraj tega, ne, pač to je moje življenje, kdo paše noter kot neka persona, v bistvu, da res doda kot nek lik. Lahko rečeš Meta, kdo mi paše, kdo me je vreden. To je čist stvar, ko veliko percepcije, ampak dejstvo je, da pač enostavno jaz nočem piti kavo s folkom, ki mi ni okej, po domače. Ne? Če jaz ne vidim, enostavno me moti neki... Ko pa greš na kavo, kaj recimo, kar najraje vprašaš ljudi? Niti, jaz nimam naprej scenarijev, da bi rekel, zdaj pa teh 6 vprašanj vedno vprašam. Ne? Ker če mi dva hočejo zgraditi odnos s sogovornikom, mora biti oba za to. Ne? Veš, jaz sem lahko, ker nisem jaz FBI, da imam neke tehnike zastraševanja, prisile, levo, desno, jaz pač pridem zelo neobremenjeno. In da sem dosti radoveden in pač, ja, postavljam vprašanja, ne, mene stvari zanimajo in skušam tle najti pač neke skupne točke. Zdaj pa, zato mora biti pa... A si pogledaš tako na internetu, a veš, kdo je oseba pa to? Mislim, gledaj, če so stvari pomembni sestanke, pa to ja, zelo veliko pa tudi ne. Veš, če ti me rečeš, gledaj, Jure je to top, gor, dol, pa dobim, mislim, gledaj, fajn je, če greš to neko osnovno higieno, ampak tudi če ne, odvisno od kje pride informacija. Veš, zakaj sem to vprašala? V bistvu bolj za tega, ker recimo, če hočeš biti ful neobremenjen, ne, ker jaz to recimo probam ne delati toliko, glih zaradi tega, ker se mi zdi, da več, ko vem o sebi, bolj me pol to bremeni, da dobim napačno sliko in potem sliko primerjam z mojim že dosedanjim prepričanjem. Tako pa, če grem čisto v bistvu, ne poznam, to nočem nič vedeti, da mi ti povej, hočem prek tebe spoznati, veš, tvojo zgodbo. Čeprav to je trike, veš, odvisno je, gledaj, če tvoja mreža pozna nekoga, če oseba kul, ni ben problem, bolj je problem, če oseba ni okej. In če dobiš signal, jaz sem se nedolgo nazaj opekel, ker sem dobil signal od mreže Merki, to ni okej, pa sem jaz rekel, ne, bom jaz sam to probal in pa sem se mičken opekel, nič problematičnega preveč, ne, enostavno je tako, kolikor oseba, kateri jaz zaupam, imam ful dobro zgrajen odnos, reče, čuvi se te osebe, sploh ne šel na kavo. Sploh ne dal priložnosti, ker ne rabim. Zakaj pa bi? Če mi pa je reče, gledaj, on je top, pa je ta tudi, ki mi to rečemo, zaupam, pa tudi ne dvomam. Veš, to je stvar je zaupanja, ne? Ker če jaz dvomam v vate, pa dvomam in če grem s temu dvomom graditi odnos, kakršenkoli, ne zgradili. Ja, to je v bistvu že tudi lep pokazatelj, koliko veliko domače naloge lahko že ena dobra mreža zate naredi, ne? Da se ti zanima, ampak v bistvu že pač dobiš že... Meta, jaz ne bi bil tega naredil, če ne bi imel te ljudi okoli sebe, ki jih imam. Jaz lahko naštejem 100 folka, ki sem mu lahko hvaležen za, ne vem, da ne naštevam kleno. Gledam Magdaleno, jaz ne moram pozabiti klica Magdalene, a boš ti moj mentor. Ne, resno, to so stvari, ki jih ne pozabiš, pa se lahko z Magdaleno čez 3 leta spet srečava, pa bom jaz to imel v glavi, pa bo en način pokazal hvaležnost za te stvari. To je sam stvar je, mi smo vsi ful ponižni, ko mi nekaj rabimo. Humble, ponižni, to bomo. In pa, ko se mičke dvignemo, pa kar hitro vse pozabimo, pa veš, to je sam stvar je, ko gledaš ti na te stvari, koliko si hvaležen, koliko meni je vsak človek enakovreden. Pa ne gledam na ljudi na to, pa počnejo, sploh ne mi po domače maha dol, koliko denarja imajo, pa kaj imajo. Meni je pomembnosti kul človek, a nisi kul človek. In to je to. In ostalo mi je nepomembno. In tle je bil prej, Dino je šel, to so bili fanti stari 21 let, pa sem z njemu govoril,
če imam jaz problem, da je nekdo mlajši od mene, to moj problem. Če imam jaz problem, da ima en nekaj več, nekaj manj, je to moj problem. In s temu smetim sebe in bom posledično smetil druge in oni ne bojo spoznali ta pravega Boškota. In jaz skušam biti čim bolj čist, čim manj neobremenjen z nekimi stvarmi, ki so pač neke točke dejansko res nepomembne. Veš, vsak od nas živi svoje življenje, kam jaz zdaj, ne vem, če ti lahko pomagam, ti bom, polena pod noge ti pa 100% ne bom. Zdaj, sem jaz zaradi tega kao full cool, dvomam, ne, ampak pač ne, jaz pač skušam biti sam, jaz full karmo verjamem, no, da nam zdaj preveč pameten in jaz verjamem, da znaš me ena ful dobra podočila, da imaš, pa to jaz ne obvladam tisti, ampak eni karmo plačujemo sprot, kar jo jaz, 100%, eni pa dobijo enkrat velik račun, no. V vsakem primeru pa plačaš svojo porcijo. No. Tako da jaz ne bi rad teh velikih računov imel, no. Tako da trudim se biti sam normalen človek v tej norišnici, to nekaj je. Ja, definitivno. Mislim, se to je tudi zadnjič sem ful dobro poslušala, da imaš v bistvu hard magnetizem, veš, tako se pravi, v bistvu naša srčna mišica v bistvu okoli nas ustvarja magnetno polje, to se grem zdaj nekim, v glavnem, kdaj drugič zgodba, ne? Ampak zelo verjamemo to, pač da to, in s tem se v bistvu kalibriramo, veš, to, kar si zdaj rekel, ne? Če imamo dobre namene, če hočemo biti avtentičen Boško, če hočemo biti v bistvu nezasmeteni, pa smo hvaležni za vse, kar smo prejeli in hvaležnostjo ponujemo naprej, recimo tistim, ki prihajajo za nami, ne? Zadnjič mi tudi ena pač povabila me je, ne? Mita, lahko ti deliš nekaj in event delam, pa rabam malo podpora, veš, se mi zdaj tako, koliko ljudi je to že zame naredila, veš, tako, se prav spomniš, veš, vseh teh časov, vsega, kar si v bistvu naredil, sproduciral, pa si takrat rabil, ne, danes imaš pa ti mogoče večjo mrežo, pa lahko ti nekomu sam en pol zdeliš in on je ves hvaležen in tebi se zdi pa v bistvu malenkost, veš, ne. Tako da sem prav vesela, da mi sploh vesolje prinese v bistvu včasih tako možnost za, veš, hvaležnost v končni fazi nazaj. In je res pomemben, zato ker vse, kar je pa povezano s tem, kako smo kalibrirani od noter, za vsako dejanje, ki ga naredimo, ali ne gre za mreženje ali pa ne, pa v bistvu ustvarja ta magnetizem, ki je okoli nas. No? In to je tisto, kar je karma. Jaz to tako verjamem, veš, da v bistvu, ali rečeš karma, energija, karkoli, v bistvu, jaz to tako verjamem, ne? Da v bistvu ta magnetizem, ki ga v bistvu ustvarjamo mi in to je toliko neverjetno privlačno, ne? Da kar čebelice letajo, pol na to pravi rožice, veš. Čeprav jaz mislim, da tako, mi moramo imeti več iz teorije v prakso. Ja, to pa definitivno, ne, to pa sam še težko se to iz tih pravim, ne, mogoče tako, vidim, da se ti predstavljaš mreženje ful širško, kar jaz itak mislim, valjda, ampak jaz si bolj še zmeraj malo predstavljam tako, da se to nekaj dogaja takrat, ko grem na event, ne, pol follow-up, po eventi pa tako, veš. Meta, to je največja, kom rekel, največja, ena večjih napak. Tak, samo da nekaj še dokončam. In kar je v bistvu na tem kontekstu, a veš, dober, je, da jaz tudi probam svoje naučiti, ne se pripravljati kontekstualno, da boste mogli pičati sebe tam, a veš, da greste nekam kamorkoli, ali pa na kavo, ali pa s komorkoli, da v bistvu razlagaš, mi smo to, mi delamo to, mi imamo ful izkušenj nekaj. Ne, daj pa tja, pa sam spoznaj ljudi, daj vpraš, a veš, pozanimi se za to, kdo oni so, ne. Ker to je tisto bistveno, ne? Zato, da nisi obremenjen s tem, da moraš igrati neko vlogo, pa da moraš biti skozi popoln, pa da moraš skozi imeti vse perfekt in tako naprej, ne? Meta, mi ne rabimo, sorry, sem da prej prekinil, ampak ne rabiš iti na noben dogodek, ne rabiš biti del nobene skupnosti, združenja, nobene organizacije, imaš lahko tako mrežo, kot ti hočeš imeti. In največja, jaz ne vem kako, mislim, napaka ali kakorkoli, mi ta pogled, da je mreženje zgolj greš na dogodek. Vsi imamo že... dogodki, no? Del tega so dogodki drugače. Mislim, del tega je tudi družabna mreža, so del tega je tudi avtocesta, vse del tega, sam ni to edino. Mi vsi mislimo, ampak ne resno, mi vsi mislimo, mreženje moraš iti na dogodek. In zato, ker nas
ta misel mošitno dogodek, ki nas ta misel, zdaj bom tam enega govoril z enim, ki ga ne poznam, pa mi bo en moril, ker večina folka pride in govori samo o sebi in te obmori in te zasmeti, ne? Zato pa kao mi dobimo mreženje nekaj, kar je fuj. A vsi mi, že zdaj smo mrežniki, vsi imamo že zdaj mrežo, bazo. Resno, tenis nekom in mreženje. Ne? Zdaj, jaz nič ne zameram, ampak zdaj, ki je šla knjiga, bo šla knjiga vam, pa bo folk prebral, pa bo dobil to širino, tisto, ki bo hotel v mreženju. No, zdaj se hotel še malo prodajno. Ne, veš kaj, sem polor, si tako rekel, Meta, lej, se ni panike, lej, se vidim, da ne štekaš, ampak se bo knjiga zdaj leh malo. Ja, glej. Ok, ne, cool. A veš kaj, dej ti meni povej, ko imamo v bistvu sam še tako ful mal 5 minut. 5 minut, dej ti meni povej, ok, zdaj tako, pa pustaj kaj, jaz vem kaj, jaz ne vem, gor dol, dej ti sam meni tako povej, lej. Se pravi, če bi iz tvoje knjige, se pravi, kaj sigurno ima koliko ful velik nasvetov noter, dej mi ti se 3 nasvete zdajle, 3 mi dej, take, da lahko takoj v prakso speljajo, da se aktivirajo, tako kot si rekel, da se aktivirajo. Ok, urejte svojo bazo kontaktov, to je ful pomembna stvar. Ne? To pomeni, da dajte zaradi mene na WC papir, v Excel, v Word, dajte seznam ljudi, kateri so vam pomembni, oziroma s kateri vi mislite, da so vredni vas, da ne gremo preveč v globino, torej, da dobite fokus. Dajte sam razmišljati o njih, no, dejansko, kako jim lahko kreirate nasmeh, ne? Oh, so cute. Pa, lahko je še ena stvar, dejansko... Radi imejte te ljudi. Pa v bistvu, ajde, pa dej, dam še en primer. Jaz sem zadnjič mojo Zalo, ki je 7 let staro, vprašal, Zala, koga moš, pa to je zdaj odgovor, to je ta tretji nasvet, koga moš imeti najraje na svetu? In valjda, ker sem to jaz vprašal, ona bi Atija. Sem rekel, sebe, draga moja. Torej, vi morate, kdo ste vi? Odgovoriti na to dejansko, malo bolj biti samozavesten, malo bolj ponosen na to, kaj smo vse kreirali, kdo smo. In dejansko, če sem jaz cool sam sabo in z mojimi minusi in plusi in vse ostalo, če imam jaz fokus, ne, pa dam tem osebam, skušam kreirati nasmeh, na long term nas ne bo zmanjkalo. Če te 3 stvari se naredijo, čisto znak. Ja, in zdaj se mi spet spomnil, se večkrat v bistvu to zaključam, se mi zdi, da s to vrednostjo na moji knjigi Verjemi svoj glas najdete v bistvu na ne vem, kjeri strani točno, ampak so to aksiomi Claudije Howard, to je ena psihiatrinja, ki je v bistvu naredila 5 aksiomov človeške vrednosti. Cela poanta pa je, da vrednost ni odvisna od zunanjih dejavnikov in da je enotna ves čas, da se jo ne da deliti, meriti, kakorkoli, da to ni neka kvantitativna stvar, ampak je samo obstaja. Torej, ful se mi zdi to pomemben tukaj zraven dodati, tako da ful ti hvala, Boško, res, se pravi še enkrat, veš kaj, glej, boš ti meni shareal link, ne? Pa bom jaz ta link dodala noter v mail, ki ga boste dobili za posnetek. Tako da res ful ti hvala, da naš prostor pravzaprav obogatiš s tem znanjem o mreženju in dodajaš v bistvu svojimi kompetencami in veščinami tisto preverljivo znanje. To pomeni, da si dejansko tisto, kar si preveril na lastni koži in tudi mi smo preverili, kar si nam svetoval na svojih kožah, da dejansko deluje, ne? Zdaj spravo še en tak pisen format, tako da jaz ti ful res iz srca želim, da bo ta knjiga ena velika uspešnica v Sloveniji in sem ti tudi pripravljena kaj pomagati za to, da se bo to zgodilo. Tako da top, dejte vsi, ki ste danes tukaj, pa tisti, ki boste še poslušali posnetek, nabavite si to knjigo, ker je od mreže tudi zelo pomembno, v bistvu mreža nekako kaže kakovost vašega življenja, ne? Res, v bistvu bolj kakovostno, ko bo vaše življenje kakovostnejše, bo vaša mreža in obratno. Tako da je res zelo pomembna stvar. Ful ti hvala, da si vzel čas, vem, da si busy in da boš zdaj takoj naprej lahko predavati. Res ful hvala, da si užival, pa da si lahko povedal, kar si imel namen. Pa upam tudi, da ste vi uživali, tako da, če imate kakšno še vprašanje, jih lahko meni. Jaz sem drugače časno, resno. Jaz sem si vzel čas, če ima kdo kakršnokoli vprašanje. Ima kdo še kakšno vprašanje? Lahko date v chat, da ne bomo zdaj
Lahko date v chat, še kakšno vprašanje, hitro natipkite, pa se lahko še malo pomenimo na kratko. Z veseljem. No, viš, kaj izgleda, da tudi nismo toliko navajeni, ampak bom pa mogla izsiti, ker vam tudi ob 3 en sestanek. Mreženje! Ne, ok, dobro. Vprašanja Boškotu na LinkedIn in vam jih bo z veseljem odgovoril. Sem te potunkala, ne? Ne, komu z veseljem. Hvala, res the best je bilo. Ni težko najti. Šli še enkrat, pa se vidimo kmalu. Čuvajte se. Hvala vsem. Dobro se. Čau. Čau, čau, čau.